Ja, ko sem poslušala Milanova razmišljanja, pa zdaj Bernardovo vprašanje, mediji in dr. Jože Pučnik, sem se spomnila, kako so pisali naši mediji konec 80-ih let, ko smo brali Mladino, recimo, leto 88, v času procesa proti četverici, pa potem, če se spomnite tistega članka Mamula, Go Home, pa ko so Mladino prepovedali in tako. In potem se marca 89 zgodi en radikalen zasuk v pisanju Mladine. Mladina gre na drugo stran. In bi bilo zelo zanimivo zvedeti, kaj se je zgodilo tistega marca 89 s časopisom, ki je toliko obetal in za katerega žali Bog lahko danes ugotavljamo, da je samo še bleda, zelo bleda in zelo žalostna karikatura nekdanje Mladine. In ko sem včeraj slučajno po dolgem času, nažalost, gledala kanala ob 6, sem videla, da odštevajo dneve oziroma se števajo od tega famoznega KPK poročila in sem se spomnila, kako so v Mladini, seveda posmehljivo, odštevali dneve do slovenske osamosvojitve leta 91. Takrat je recimo Mile Šetinc pisal v Mladini, da bomo jedli travo. In ta medijska krajina je ostala pač, še enkrat rečem, žali Bog, takšna, žalostna. In seveda, kakšna je pot iz tega ven, če bi imela čarobno palčko. Jaz pravim dostikrat hvala Bogu za internet. Hvala Bogu, da ni samo dnevnik, Delo in časopisi takšne in drugačne narave, ampak da lahko pogledamo na internet, da lahko preberemo še kaj drugega, da konec koncev lahko beremo tudi tuje časopise in na ta način dobivamo neko drugačno sliko. Ja, spomnila sem se pa še dr. Jožeta Pučnika v času pred predsedniškimi volitvami, ko sta se spopadla z zadnjim predsednikom komunistične partije, CK-ja, Milanom Kučanom. In se spomnite, takrat je Kučan zamrznil svojo partijsko knjižico, le po kom se je zgledoval Janković pred nekaj dnevi. In se spomnim enega posnetka na televiziji, ko sta bila pač novinar in pa Pučnik v studiu in je nekdo klical, mislim, da je bil nekdo iz Radovljice, Bog ve, če je bil res, in ga je napadel, češ, revanšist in ne vem kaj, že vse ga je izmeril tam, ženo ima to v Nemčiji in kaj vem še kaj. Skratka, in je takrat Pučnik zelo resignirano in zelo žalostno zavzdihnil, pa ljudje božji, kaj sem jaz komu, ki je hudega naredil. Ljudje božji, kaj je Janša komu hudega naredil? Kaj je njegova družina komu hudega naredila? Kaj je Črtomir hudega naredil? Ne samo, da so Janeza označevali od konca 80-ih let ali pa že prej za nesposobnega, ker so prepoznali v njem eno hudo nevarnost, ki se ne bo uklanjala njihovemu diktatu, podobno kot se Pučnik ni hotel uklanjati partijskemu diktatu, pa je bil zato hudo kaznovan. In potem, ko je pač Janez preživel vse tiste grozljive zadeve, proces proti četverici, ko je preživel vse pritiske v času pred osamosvojitvijo, pa osamosvojitvene vojne, ko je dokazal, da je sposoben, ker je vodil vojaško plat slovenske osamosvojitve. In to mu bo zgodovina za vse večne čase priznavala. Potem so se spravili na njega, češ da ni demokrat. In to mu še danes očitajo. In kaj smo mi potem, njegove ovce, ali kaj, jaz si tega ne dovolim? Jaz imam svojo glavo in svoje možgane in z njimi mislim. No in seveda, očitajo mu tudi, da ne govorim kakšne svinjarije, do tega, da secirajo njegovo duševno stanje, da ga pošiljajo v Avstralijo na kliniko in kaj vem še kakšne grozljive nebuloze. Ampak on mora vse to požreti, njegova družina skupaj z njim. In povem vam, ljudje božji,
To je hudo. To je hudo. In kaj bomo mi zdaj to pustili, da bo enega človeka tukaj pred nami vsemi križali? Ali bomo stopili po konci, to kot je Pučnik rekel, dajmo že zdravnati te skrotovičene hrbtenice, gledati resnici v obraz in reči, kaj je dobro, kaj je prav, pa kaj je narobe, pa obraniti vrednote slovenske pomladi.